To je v bistvu glavna ideja, zakaj želimo to daljno spremljati. Prvo zberemo lahko v bistvu večjo količino podatkov. Verjetno pač morajo pacienti bolj kaj pisati na roke v nek zvezek, pridejo zdravnika potem čez en mesec, zdravniki iz tistega zvezka nič ne razbere. Zdaj pa je, da v bistvu si lahko oni dnevno merijo razne meritve, vse se pošilja potem v zaredni sistem, ki je takoj na voljo zdravniku, z ritmo podatki, ki so lepo vizualizirani, lahko se pač detektira neke kritične situacije, lažje se sprejema neke odločitve na podlagi podatkov in to lažje pač poteka za en podatkov. Zdaj v bistvu predstavljam predvsem za tega, da vidite, kaj so tri glavne komponente, ki sodelujejo pri oddaljnem spremljanju pacientov. Torej, na eni strani imamo prehod, katerega naloga je v bistvu, da omogoča povezljivost z merilnimi napravami, da omogoča zajem teh meritev in pošiljenje meritev naprej. Pa imamo operatersko platformo, ki je glavna del, da v bistvu ona menedžira in nadzoruje delovanje teh prehodov, torej da pač imamo samo eno točko, pri kateri gre. To nam v bistvu omogoča kot prvo, da lahko se povežemo z različnimi zdravstvenimi platformami, z različnimi zarednimi sistemi, da imamo bolj varni kanal komunikacije in podobno. Potem pa imamo pa še zdravstveno platformo, kjer se potem vse te meritve zahranijo in nad zdravstveno platformo imamo razne portale, ki so namenjeni za pacienta, za zdravnika, za medicinsko sestro, za pregledovanje in za nadaljnje ukrepanje. Torej, kar se mi v bistvu fokusiramo, je ta desni del. Torej na prehod in operatersko platformo, ki omogočate potem oddaljno spremljanje pacientov. Zdaj imamo še par glavnih lastnosti. Prehod, torej glavna lastnost je, da v bistvu omogoča enostavno integracijo in uporabo merilnih naprav. Potem želeli smo zagotoviti enotno uporabniško izkušnjo, neodvisno od merilne naprave. Torej vemo danes, kjerkoli napravo kupiš, zraven pride neka aplikacija. Tako da imaš v bistvu potem tri naprave, tri aplikacije, vsaka aplikacija zase, vsaka pošilja nek svoj oblah, če sploh pošilja in podobno. Mi smo želeli zagotoviti neko enotno uporabniško izkušnjo. Torej, kjerkoli naprava imaš, za tebe izgleda, da v bistvu uporaba je enaka. To je še posebej pomembno zato, ker smo želeli narediti nek enostaven, intuitiven uporabniški vmesnik, ki je potem posledično primeren tudi za starejše ljudi, da se ne izgubljajo v milijon enih možnosti in nepreglednosti. To pa seveda omogoča prehod merjenja vitalnih znakov in pa pošiljanje teh meritev v zaredni sistem. Tukaj je par slikic naše trenutne rešitve. Na prvi strani ima v bistvu pacient na voljo različne vitalne znake, ki si jih lahko meri, telesna temperatura, teža, kisik v krvi in podobno. Potem v bistvu, da upravimo meritev, on preprosto klikne na enega iz teh kvadratkov, se mu prikaže navodila, kar tukaj ni vidno, pač podobno stran, kjer so navodila. Potem pa preprosto vzame napravo, izvede meritev, se naredi preklop ekrana, vidite, da pač poteka za meritve in ko meritev upravljena, vidite rezultate. Rezultate pa potrdi prekliči, torej če da potrdi se shranijo, če prekliči pač se ne upošteva. Poleg tega imamo pač neke nastavitve, kjer pa ideja, da ima uporabnik možnost upravljanja z napravami, torej da poveže novo napravo v naš sistem, da odstrani napravo, da to lahko potem naknadno poteka komunikacija. Potem imamo operatersko platformo, tukaj v bistvu je to bolj zaredni sistem in gre predvsem za nadzor in spremljanje hubov in povezanih naprav, torej da lahko iz enega mesta v bistvu vidimo vsi, kateri hubi so trenutno aktivni, katere naprave ima posamezen hub povezane, kakšen stanje je, torej kakšen njegov procesor, pomnilnik, disk in podobno. Potem omogoča aktivacijo in deaktivacijo storitve. Torej pred prvo uporabo v bistvu povežemo hub z operatersko platformo. Zato da vemo, če pride do meritve z nekega huba, kam jo vezati. Načelno na koncu je več nekega uporabnika. Ker zelo veliko pozornost smo tudi namenili vidiku varnosti in zasebnosti. Rečemo, da želimo hraniti nekih pacientovih podatkov oziroma čim manj. Mi tukaj v bistvu pri celotni komunikaciji bolj, ko ne operiramo z nekim umetnim ključom, huba je vidimo. Ne želimo pa imeti na hubu dejansko podatkov pacientov, ne želimo hraniti vseh meritev na hubu. Tako da v bistvu na prehodu hranimo meritve, dokler se v bistvu ne pošljajo v zaredni sistema. Čim pa če meritev postane, se načeloma lahko izbriše. Potem pa v bistvu glavni menša operaterske platforme je, da ima različne programske vmesnike, API-je, to so push in pull-based, za integracijo z različnimi zarednimi sistemi. Kot sem že prej omenil, mi pač te podatke zberemo, zdaj pa vse odvisno od končne zdravstvene platforme, ki bi te podatke rada dobila. Torej, eni imajo OpenECR standard, eni imajo FHIR, tukaj ideja v bistvu potem interoperabilnosti. Mi podatke zberemo in lahko v bistvu naprej posredujemo po različnih standardih, ki so prisotni in se uporabljajo. Tukaj še par slikic operaterske platforme, vidimo pač hubi,
ki so recimo trenutno pač povezani, potem imamo podatke o nekem specifičnem hubu, kakšno je njegovo stanje, katere naprave so povezane, dnevniški zapisi, intervencije, hiter pregled meritev, ki so bile upravljene pa upravljene za uporabniki. Zdaj pa še v bistvu bom kratko sem malo predstavil arhitekturo, kar sem v bistvu bolj opisoval v tem samem prispevku. Arhitektura izgleda nekako takole. Tukaj imamo v bistvu zaledni del, Java Enterprise strežnik z množico mikrostoritev. To je v bistvu glavna ideja bila zato, da je vse čim bolj skalabilno. Potem imamo podatkovno bazo za enkrat PostgRe, potem avtorizacijski strežnik Kitlog. Torej, za zagotovitev varnosti smo se tudi odločili, da naredimo na tej strani certifikatno agencijo. Torej, ob vzpostavitvi huba se pač izmenja ustrezni certifikat, tako da v bistvu pol nadaljna autentikacija in avtorizacija huba poteka preko certifikata. Tako da lahko v bistvu potega mi damo tukaj na črno listo, pa komunikacija ni več možna in podobno. Potem imamo eno množico teh programskih umestnikov, ki sem jih omenil. Vsak ima v bistvu nek svoj namen. Torej, za samo komunikacijo med prehodom in zalednim sistemom imamo na voljo spletne vtičnike, pa pač REST storitve, oboje pa secure, torej z obe strani certifikata, za zalednega sistema in uporabniški certifikat. Potem za upravljanje imamo management API, potem imamo za povezavo z zdravniškim portalom oziroma pa z zalednimi drugimi sistemi, imamo potem Health API in pa še za podatke o pacientu imamo Patient. Vse skupaj pa je zapakirano v kontejnerju, tako da se je možno delati skalabilnost, da stvar ni preveč omejena. Kar se tiče pa prehodov, pa skalabilnost ni problematična, ker posod teče lokalne instance, tako da jih pač koliko je tablic na to naprava hlapa brez problema. To bi bilo na kratko z moje strani.